Dan dirke, kar hladno, me kar malo zebe. Naspali smo vse, kakor smo vse. Za dobri 2 uri je tekman. Jaz bi pa danes sovoznik. Sovoznik bi bil. Klima. Ni glih prijeten topel. Okay, we try again. Ja. Oh Jesus, okay. Oh yeah. Jesus. Že. Kaj zdaj? Sem te včeraj videl. Malo je hladno. 11. Smo na štartu. Ura je glih 8:30. Štartamo čez pol ure. Tako da prvo najdete še par Slovencev pred štartom. Ženske so že na štartu. Start je ob 10. Tako da bojo čakali še kar dolgo. 19:34. Do štarta. Naša skupina od 19 do 35 let bo štartala prva ob 9. Malo se je že ogrela, ampak še zmeraj je dokaj mrzlo. Zdaj sem 4 gele, 2 ploščici. Kolega z Bosne je rekel, da me je gledal. From Slovenia. Oh. Endurance. Very good girl. Yeah. 3, 2, 1. Svetovno Gran Fondo prvenstvo Aalborg na Danskem je dolg 152 km s 1300 višinskih metrov. Štartalo je skoraj 2600 kolesarjev iz 74 različnih držav. Moja kategorija je štartala prva z malo več kot 400 kolesarji. Kot se vidi, smo se na prvem križišču, kjer je zožanje že skoraj ustavili. In zaradi tega, kot tudi zelo visokega tempa v prvi skupini, je bilo treba zelo dobro šprintati po vsakem ovinku in po ravnin, da sem sploh lahko držal skupino. Potem so eni padli in se ustavili. In pa je bilo treba spet šprintati. Te krožnji so mi pa zgledali ful nevarni, še posebej, ko pride velika grupca. Lahko rečem, da na začetku nisem glih užival. Potem pa se je cesta zožala. Lol. In nazaj na šprinte. In so spet eni padli. In sem končno najdel enega z goporem. Sem čisto na maksu. In ko si toliko v rdečem, pa moraš še vleči. In smo spet ujeli skupino. Tukaj se vidi, koliko je ta skupina dejansko dolga. Ne glede, koliko so se trudili, so me sam prehitevali, kot da sam stojim. Veliko skupino sem spustil in sem dobil tako manjšo, normalno skupino.
Potem pa so 4 skočili in sem skočil za njimi. Ker smo ujeli manjšo skupino. Na vsakem klancu sem se prav premikal naprej, da ne ostanem spet zadaj. Potem me je pa ta otoček presenetil. In mi je bilo kar žal, da nisem prej nakazal. Naslednjih 10 km je bil lep, konstanten tempo, kjer smo se menjali, potem so pa isti 4 skočili, kjer sem spet priključil. Naredila se je velika luknja. Ker sem ta ovink zelo slabo speljal, sem porabil ful energije, da sem nazaj priključil in nisem vedel, da je takoj klanc. In ko smo jih končno ujeli, se je zgodilo tole. Je naša grupca, starejša kategorija, ki je štartala 5 minut kasneje. Grande Slovenija, gremo. Ja. I'm slowly starting to feel the muscles. Yeah. This power was crazy. Now in pain. Yeah. Potem so se pa začeli otočki, kjer sem skoraj izgubil skupino. No, dokler ni prišel do zoženja na konc mesta. Potem pa je en znoril. Čez dobrih 20 sekund sem ga že razumel. Oh my god. Jesus. Po res peklenskih 13 minutah smo končno ujeli skupine. Tukaj sem pa naredil zelo razkirano potezo. Sledil je kilometrski klanec in ker res nisem vedel, koliko dolg je ta klanec, sem šel v svoj tempo. Ko sem izgubil skupino, število navijačev na vrhu me je pa kar presenetilo. Na vrhu sem dobil manjšo skupino, kjer ni hotel noben vleč, tako da sem šel spredi, da bom vlekel in pol je ta zaradi mene skočil. Mišice so bile po klancu zelo prazne in sem se preveč forsiral. Ne bi smo tega naredili. Hitrost in tempo sta se zmanjšala in smo se dostkrat kar gledali med sabo. Zaradi tega sem velikokrat prevzel vleko, tudi če ne bilo treba. V skupini sem se počutil zelo nizkega, ko se je postavil ta Poljak zaradi mene. Tri so začeli skakati, tako da sem mogel biti kar pozoren. Osredotočil sem se na tega Poljaka, ker je že dostkrat probal. Prepozno sem skočil in nisem imel zavetrja. Potem pa nas je ujela nepričakovana skupina. Ujeli so nas ubežniki iz 40 do 44 kategorije. Po 120 km sem začutil malo mišice, tako da sem probal držati grupo.
A naredila se je majhna luknja, katero sem probo zaprt, a enostavno ni šlo. Tako smo trije ostali zadaj, a ni trajalo dolgo, da nas je ujela glavnina iz kategorije 40 do 44. To je velika skupina za mano, ki bom počakal. Na tem mestu sem res mislil, da je sam še ravnina, tako da sem bil ful vesel, da sem ujel eno veliko grupco. A to se je hitro končalo, ko se je začel ta klanc, ker sem enostavno spustil skupino. Mišice so bile že prazne in nisem bil edini. Tako so še nek konstanten tempo, kjer se ujela tudi starejša kategorija z krajše. Ajde, ajde! Delala sem menjave in držala nek konstanten tempo in sproti ujemala kolesarje. I think it's almost over. It doesn't feel like it. The start was crazy. Yeah. Tako smo nadaljevali vse do zadnjega kilometra, kjer je grupca postajala vsakič večja. Good job. Okay. Bravo, šampion. Dajmo! Danes bi lahko šlo dela, ne? Prav je zdaj. Vse drugo, sem sam šprinter, ne? Skurelo je, da na 140. Se mi je od 100 kilometra kar dobro vlekel. Končal sem pa po 4 ure, kar je bil tudi moj cilj, torej 3 ure 55 minut. Imeli smo tako lepo grupco do 80 kilometra, ker nas je ujela grupca za nami, torej kategorija za nami. Dobro je bilo, ker kukor si eno grupco spustil, te pa nova ujela, da nisi rabo čakati ne vem koliko časa. Po 4 ure. Bravo, prida. Da je v redu? Jaz sem padel, a ne? Eden je naredil salto. Na ravni cesti naredil salto, ampak sreč izven ceste. Se nisem nič potolkal, bicikli so se zapledali, grupa je šla. Organizacija pa nikakva tole. Misliš, že avtobusi tukaj 100 metrov od cilja. Ja, mogoče bi se to zaprl, ta cesta, a ne? Je neče živi? Kar se živijo. Pozdrav punce, če se ne vidimo. Bomo. A? Ti me poklical, ko si šel mem, pa jaz si šel mem mene. Ojo? Videla sem te glih, prišla sem v cilj stati, pa tebe zagledam. Kako je bilo? V redu, po 4 ure. Ej, pri nas jaz sem mislil prvih 15 minut umrl. Moraš loviti pa tiste ovinke, pa se Ja, vse to. Ful tehničen. We were in the chasing group together. Yes. Trying to get back to our age group. That didn't work. No way. Hey, to stuff. Next year again. Maybe. It's in Australia now. We're looking around to collect all the Grand Fonds. And I might be in the video too. Probably. I hope so. Probably. I wanted to put the GoPro too, and then I forgot it at home. Potek mi. Rekel, da vsi 30 tem še.